okej, Matic Poropatič iz Izlak, si še iz Izlak? Sorry. No, deva. Poropatič. Poropatič. Ne Poropatič. Poropatič, okej. Matic Poropatič. Prihaja iz Izlak, si še iz Izlak? Ali si kje že drugje? Še vedno Zasavc srcem? Tako. Režiser, tudi scenarist, en kup stvari še, ki bi te lahko naštevala. V glavnem, film je tisto, kamor najbolj pašeš. Ja, mislim, en kup stvari, ki bi lahko še naštevali, to je nekako neločljivo povezan s tem, da si ljubiteljski filmski ustvarjalec, ko si kar nekako primoran si nadeti več kap, kot se temu reče, če hočeš projekt speljati, ker včasih nimaš možnosti, včasih nimaš časa, neko večjo ekipo zbrati in s tem, če delaš še dosti dolgo časa, se res izkusiš v vseh vlogah, za kamero, pred kamero, pod kamero, nad kamero, brez kamere, tako da je kar zanimivo včasih ustvarjati na ta način. Zdaj bova začela tam, kjer sem te jaz spoznala. Pozdrav iz Krvavih revirjev. To je bil film, koliko je zdaj let nazaj to? Se pravi, 2017 smo ga snemali, 2018 je nekako prišel ven, so bile te premiere. V kino pa tako, a ne? Zelo uspešna turneja po zasavskih kinih, če ne drugega, no. Takrat smo kar uspeli večkrat razprodati, ampak zelo dobro napolniti. Mislim, da statistika je bila, oziroma podatek je bil, da če ne bi tisto leto bilo filma Queen zgodba o Freddie Mercury, bi mi absolutno bili rekorder po številu ogledov v zasavskih kinih. Ja, kar dosežek, tako da če te že more nekdo premagati, to je Freddie Mercury premaga, se mi zdi, da je kar okej, no. Ampak to je bil en tak zelo zabaven projekt na nek način, ker smo se res želeli posvetiti tem našim zasavskim specifikam, neko zgodbo, ki govori o Zasavju, o Zasavcih, vseh štosih, vseh neumnostih. Malo parodija tudi, a ne? Zelo velika parodija in smo tudi zelo aktivno poskušali vključiti noter ne samo ljudi iz Zasavja, ki seveda posameznike znane ljudi, ampak tudi neke specifike, ala, ne vem, lokalni pivovari, lokalni novičarski portali in tako dalje. Tudi Zon.si je bil omenjen. Tudi Zon.si je dobil noter eno tako zelo zabavno omembo. In smo se res potrudili, res aktivno iskali, kje so bile tiste priložnosti znotraj te zgodbe, znotraj scenarija, kjer smo lahko inkorporirali čim več teh zasavskih specifik, pa posebnosti, pa posameznikov, da smo res naredili neko tako zasavsko zgodbo, ampak hkrati tudi nek si upam trditi film, ki sam po sebi dobro stoji, pa je zabaven, tudi če nisi iz Zasavja. Jaz mislim, da to bo neka klasika zasavska, tako, ki bo ostala za večno, a ne? Upamo. To je naša velika želja. Koliko ljudi je bilo vključenih? Tega leže mnogo let, ampak takrat smo nekako imeli to ožjo zasedbo teh glavnih igralcev, ker je David Lindič iz Kulturnega društva Svoboda Trbovlje prevzel glavno vlogo, potem sta bila še Kristjan Pavlič in Bogdan Štek, sta prevzela nekako te neke skoraj enakovredne spremljajoče vloge. To so bile zvezde filma, a ne? Tako, tudi Aleš Zaletel, ki je igral patologa, se velikokrat pojavil, to je bila neka ta jedrna grupa igralcev, potem je bilo pa še res, ne pretravam, če rečem, ogromno likov, ki so se pojavljali bodisi kot trupla v neki sceni z umori, bodisi kot policaji v drugi sceni, bodisi kot množica, ki je napadla policijsko postajo v 10. sceni. Tako da res govorimo o konkretnem številu ljudi in že če gledalec pogleda zaključno špico, koliko časa se vrti, bo kar en čas gledal zaradi tega, ne. Tako da to je bil tudi nek dosežek, da smo uspeli vključiti tak širok krog ljudi v sam projekt. To je bil društvo, filmsko ustvarjalno društvo Loke. Ja, Loke, ustvarjalno društvo Loke Studio, ki je takrat tistega leta bil glih 8. leto formalne ustanovitve in imel že kar par filmov, tako igranih kot dokumentarnih, kratkih, celovečernih pod svojim pasom, ampak ta je bil res tisti, ko bi rekel... Celovečerc, ne? Ta je bil celovečerc, ne prvi, ko gledaš, bi rekel, na nek način lahko tretji celovečerec, ampak mi ga nekako štejemo kot drugi celovečerec, ki smo ga takrat uspeli posneti. Ampak prvi tako slavni. Definitivno prvi, ki je bil na tem nekem dovolj visokem nivoju, da smo rekli, to je pa res okej, to je pa kul, dajmo probati čim večkrat, čim bolj priti naokoli z njim. Pa tudi vsebina je taka bila, da se nam je zdelo dosti primerno, da ga čim več ljudi vidi. Je primeren za širšo publiko, tudi za mlajše pa tako, a ne, to ni res umori film, ki bi bil zelo... Sicer umori in kriminal so glavna nit filma, ampak recimo, da je dosti okusno narejeno, da ni tak problem. Ja, se strinjam. Film sem si pogledala, sicer že kar nekaj časa nazaj, navdušena in tudi zdaj ga pa predlagam vsakemu. Absolutno. Vabim vse gledalce in poslušalce, da grejo na YouTube kanal od Loke Studia ali našo spletno stran in tam si ga lahko gledajo brez zadržkov in brez reklam.
Super. Zdaj pa še to. Potem sta še dva filma, katera sem si jaz pogledala, ki sta bila pod tvojo taktirko, in sicer Predam se, pa Ostri vrh. Tudi nagrade so priletele zaradi, mislim, da Ostrega vrha, če se prav spomnim. Ja, oba filma sta bila dokaj edinstvena. Predstavljala sta en velik korak naprej za filmsko ustvarjalno društvo Loke Studio in tudi za nas kot ustvarjalce, tudi za mene osebno, ker sta na nek način bila popolnoma drugačen žanr. Mi smo prej delali res take bolj vojna filma. Ja, prej smo delali take lahkotne tematike, bolj tako zabavno vse skupaj. Aktivno smo iskali štose in šale. Humor je tudi najlažje prodati. Tako. Čeprav najtežji narediti včasih. Ampak tiste dva filma, se pravi Predam se in kasneje Ostri vrh, sta res vojno-zgodovinska filma, postavljena v obdobje Druge svetovne vojne, in kar je res kar malo drugačna tematika, malo kar konkreten preskok. Pa je to tematika, ki te tudi osebno zelo zanima? Ja, in to je bil tudi razlog, smo šli v te vode, no? Ker je bila neka priložnost takrat med korono, ko smo imeli dostop do nekega širšega kroga ljudi, ki so nam lahko zagotovili kostume, statiste, lokacije, in smo rekli, pa probimo ta izziv, in smo se podali v te vode in smo posneli vojno-zgodovinski film, takrat Predam se, polurni film, kjer je glavno vlogo ponovno prevzel David Lindić, to pa zato, ker on takoče govori nemško. In celoten film, zgodba filma govori o perspektivi nemškega vojaka za časa Druge svetovne vojne v Sloveniji. In bo treba vse posneti v nemščini, kar je bil še večji izziv. Tako da imeli smo nekako prvi izziv. Posneti vojno-zgodovinski film z vsemi kostumi, lokacijami. Pa kje ste dobili te kostume? To ni tako lahko. Velik izziv, ampak potem smo si to še nadgradili s tem, da smo dali cel film v nemščino, kar je bilo še enormno težje, ampak nekako smo speljali. Kje smo pa dobili vse to? To je bila tudi zanimiva zgodba. Takrat je bila prvo leto korone. In je bilo, vsi javni dogodki so odpadli, nič se ni dogajalo. V Sloveniji in tudi širše obstaja pa zelo aktivna neka scena uprizoritvenih društev. To so društva, ki se ukvarjajo z zgodovinskimi uprizoritvami. Vsem njim je tisto leto odpadlo vse. In se poznamo in smo nekako se dogovorili z njimi, da gremo skupaj en projekt, da se njim nekaj dogaja, da imamo mi neko dobro tematiko za film, in smo skupaj posneli ta vojno-zgodovinski igrani film in nekako je na njih bilo, oziroma so oni poskrbeli za večji del teh kostumov in rekvizitov in veliko delež statistov, in absolutno brez njihovega sodelovanja bi bilo nemogoče posneti tak film, sploh na ljubiteljskem nivoju, kajti morate razumeti, da ta film je bo še vsem posnet brez nekih finančnih sredstev. To nismo imeli nekega finančnega zaledja. Posneli smo ga, tako smo posneli vse naše ostale filme iz same ljubezni do filmanja. Pa se kdaj prijavljate na kakšne festivale, na kakšne razpise, da bi vsaj nekaj sredstev dobili za pokriti te vsebine? Se trudimo, ampak ljubiteljska filmska scena in filmska scena, za kateri so razpisi namenjeni, pač ni ista stvar, tako da ne računamo, ni to predpogoj za naše ustvarjanje, ker drugače ne bi predolgo ustvarjali. Ja, verjamem. Se pa jaz spomnim enega luštnega dogodka, če ravno govoriva o kostumih, ki si mi ga ti povedal. Mirza Ribić je imel težavo z enim kostumom v zadnjem hipu. Ste nekaj reševali? Boš povedal? Ja, Mirza v tem našem zadnjem vojno-zgodovinskem filmu, ki zdaj je že več, Ostri vrh, je Mirza Ribić igral nekega oficirja vojske Kraljevine Jugoslavije in smo naročili prav uniformo zanj, da mu bo čim bolj prav, da bi čim bolj zgledal, vendar nekaj ni šlo čez mirom in enostavno uniforma mu je bila premajhna, posledično je bilo to majčkeno zoprno, ker krojača potem ni bilo več takrat na voljo. Mu je pa svetoval, ne gre pač po tuš, se zmoči in se na ta način poskuša uniforma raztegniti, oziroma da bi mu bolj pasala. Kakor Mirza razlaga zgodbo, to ni ravno uspelo, tako da smo potem pač... Ampak šel pa je po tušu. Šel pa je, poskusil je, vsakemu čas, res je bil predan temu filmu, z vsem srcem. Potem smo pač sam šli k drugemu krojaču in da so se razširile šivi in mu je bilo lepo prav. Tako da smo na ta način rešili. Ampak pokazuje pa neko predanost, tega mu nihče ne more očitati. Lepo. Pa so na teh filmskih scenah take dogodivščine, verjetno se dogaja kar dosti stvari, ki ne grejo tako, kot bi morale. Ne, snemanje filma je ena sama dogodivščina. Večinoma te dogodivščine se stojijo iz problemov, težav, izzivov in mogoče včasih tudi rešitev. Ta zadnja ni vedno zaziher. Je pa zelo zaželjena. Je pa zelo zaželjena, da pride zraven paket, ampak ne, ogromno težav. Tukaj, ko snemaš ti bilo kakšen film, ne samo vojno-zgodovinski, snemaš ti zunaj, recimo,
To imaš lahko od vremena do nekega hrupa, do, ne vem, karkoli, poškoduje se kdo. Vse se lahko zgodi in vse se zgodi. In ti moraš pa znati odreagirati, se obrniti, da potem spraviš zadevo do konca. Ko smo recimo snemali glih za ta Ostri vrh, je bila ena taka situacija. Organizirano je bilo snemanje, ki pride ogromno nekih statistov. Tisti dan naj bi bilo 74 statistov in vse uniforme so bile na mestu. Hrana pripravljena, celotna logistika, organizacija, tisto soboto snemamo. In tista sobota počasi prihaja, vremenska napoved v sredo, da bojo soboto nevihte. Usodni dan. Jaz gledam, se rečem, počakamo še, mogoče vremenska napoved se bo obrnila. Četrtek so že 2 kapljice namestene pa nevihte. Petek so že 3 kapljice pa 2 strela. In tako vsi me kliče, a snemamo, a bomo, a zihar, slabo vreme napovedan. Tako, ne, vse je pripravljen, ne moramo to predstavljati, ali posnamo, ali pa nič, gremo, kar bo. No in mi pridemo tja na lokacijo, snemali smo v Podkumu, gorle, in sonce. Lep, čudovit, prekrasen dan. Sije sonce, ptički pojejo, ljubi mir. Jaz pa cel cel na telefonu gledam radarsko sliko padavin, da vidim, če bo mogel hit bežati. In gledam radarsko sliko padavin in vidim tako nevihto, kako prihaja proti nam iz Dolenjske in se zadnji trenutek obrne na desno. Čudovito. Cel dan, cel ljubi dan je okoli nas so bile nevihte, sam pred nami je bil sonce. V Zagorju je imel kolega rojstnodnevno zabavo, so mogli bežati pod streho, ker je nevihta. Imate vi neke veze, ne? Ne vem, ampak to je bila taka situacija, ki si rečeš, no, včasih se pa tudi vreme dobro obrne. Ampak po tem drugi strani je bilo pa snemanje vikend prej, ker nas je pa dež presenetil in zmočil vse opremo. To je pa kar problem, ne? Ta oprema je pa zelo občutljiva. Vse tukaj govorim predvsem o rekvizitih, pa uniformah, pa cotah. Kaj pa tehnična oprema? A imate to pripravljeno in to ves čas pod streho oziroma lahko na hitro to? Ne, tehnična oprema. Tukaj je v zadnjih letih društvu veliko pomaga Blaž Juvan, ki je tudi večkrat prevzel že vlogo nekega direktorja fotografije v naših filmih in oprema, ki je nekako njegova zadolžitev, je vrhunska in on zna z njo rokovati in zna poskrbeti za njo, tako da, kar se tega tiče, so vsi naši projekti brez skrbi, ker je res mojster svojega dela. Koliko pa vas je v društvu? V društvu nas je uradno malo pod 20. Ko si razlagal, kaj vse je treba pripraviti, sem se enih 400 ljudi predstavljala. Mislim, že tako sem rekel že na začetku, ko delaš te filme tem ljubiteljskem nivoju, se itak vsak postavi večkrat različno vlogo, pa niti ne vidimo tega kot nek problem ali pa neko oviro. Dejansko smo v tem, ker nam je to res fajn početi in se vsak z veseljem nekako loti tega izziva. Kako bo pa napisati scenarij, kako bi pa to, bom pa jaz še malo pred kamero, bom pa jaz še malo snemal. Mislim, da ni. Tudi recimo, če bi si pogledali kakšne fotografije iz zakulisja, bi vsakega videl v vsakem trenutku ali z mikrofonom v rok, ali ko kamero drži, ali ko igra vlogo, ali pa čisto neki tretji funkciji. Ne. Ker je to, rekel glih, čar tega, ampak ne vidimo pa to kot posebno velik problem ali pa izziv, ali pa celo ne bi hoteli početi. Nam je veselje to početi in se z veseljem postavimo vse te vloge. Se pa tudi bistveno več naučiš, ne? Ker moraš na več lokacijah in kanalih biti. Najboljša stvar, ki sem se jaz po mojem naučil v vseh teh letih, sem se mrske naučil, ampak predvsem kako se hitro obrniti, kako se hitro odzvati na neke nove situacije, neke nepredvidljive situacije, reševanje problemov ali pa same improvizacije, kako da čim hitreje priješ do neke rešitve. To je tudi nekaj, kar se naučiš potem, ko se različnih stvari lotiš in se v več različnih vlogah postaviš. Sicer pa ti delal si tudi na RTV-ju, pomagal pri različnih filmih. Kaj počneš zdaj? Izven društva. Jaz vedno rečem, da moj hobi je isto kot moj poklic, ko ne snemam videe za druge in ko ne delam videoprodukcijo za denar, delam videoprodukcijo za veselje v obliki tega našega hobija v okviru filmsko-ustvarjalnega društva Loke Studio in je res tako neko veselje mi te stvari početi. Tako da niti ne dojemam to kot dela, to dojemam kot nek kreativno izživljanje in mučenje samega sebe preko nekega drugega kanala. Deluješ pa kot freelancer, verjetno? Ja. Kakšen zadnji projekt, ki bi nam ga mogoče izdal? Mislim, v
letošnjem letu Filmsko ustvarjalno društvo praznuje 15-letnico formalnega delovanja. Mi smo že mnogo let prej ustvarjali, ampak takrat leta 2011 smo se odločili, da dajmo mi registrirati društvo in od takrat naprej nekako organiziramo, delujemo. In ja, letos ob 15. obletnici organiziramo en mal večji dogodek, neko slovesnost, kjer bomo malo proslavili ta dosežek, ker je res dosežek. Ker če gledamo za nazaj, koliko težav, preomenjenih težav, problemov, izzivov in bolj malkrat rešitev je bilo na tej poti, je to res nek tak jubilej, ki se ga splača proslaviti, obeležiti. In ta namen pripravljamo v soboto 16. maja ob 18. uri malo večjo slovesnost v Kulturnem domu Kisovec in bi prav lepo rad povabil vse vaše gledalce in poslušalce, da se nam pridružijo. Smo pa tudi naredili knjigo, kar je dokaj zanimivo. Filmsko ustvarjalno društvo naredi knjigo, že to je samo po sebi neka dobra istočnica za šalo, ampak smo se odločili malce zbrati vse te naše prigode in projekte, ki smo jih posneli v vseh teh letih in jih izdali v obliki knjige, ki jo bomo tudi predstavljali med drugim v sredo 13. maja v knjižnici Trbovlje in tudi tja bi rad prav lepo povabil vse vaše gledalce in poslušalce. Kot mogoče čisto na zanimivost, v tej knjigi pa nismo zajeli samo našo filmsko pot, ampak smo nekaj strani namenili tudi eno zelo zanimivemu področju in sicer ljubiteljski filmski sceni v Zasavju od takrat, ko smo jo lahko našli. Veliko ljudi niti ne ve. In kdaj ste jo našli? Veliko ljudi niti ne ve, da je v Trbovljah so prve ljubiteljske filme posneli že takoj po vojni. Obstajala je kinosekcija, kinokrožek v Trbovljah, ki je delal igrane filme leta 49, 50, 51. Našli smo neke članke, neke podatke, tisto, kar smo lahko še živečih ljudi ujeli, jih malo intervjujali, naredili en tak pregled njihovega delovanja do takrat, ko obstajajo podatki in tudi to ste lahko prebrali v naši knjigi. Med drugim pa tudi Kinoklub mladih v Zagorju, ki so delali sicer kasneje, konec 60. do 80. so tudi taka zanimiva zgodba in tudi tam smo poskušali malce raziskati sceno, malce zbrati, opisati, tako da ta naša knjiga ni samo hvaljenje, kako smo mi fajn, ampak je nekako Nasploh o filmu oziroma nasploh o ljubiteljski filmski sceni v Zasavju, no rekel in širše, ampak Zasavju, ker že to je bilo dosti široko za to, kar smo naredili. Tako da zanimivo branje in upam, da bo tudi med, ko bi rekel, našimi oboževalci in pa tudi Zasavci širše naletela na pozitivne odzive. Kako ste pa vi na Lokah začela? Je bil to en večer, ko je rekel Matic, damo uno foro, aj damo posnet? Ne? Ja, mal da ne, res bilo nekaj v tem smisli. Ja, več ali manj. To je sicer mogoče zelo poenostavljeno vse skupaj, ampak prvi projekti so bili točno tak. Bila je kamera, bila je neka kamera. To so bile to še VHS kasete? To so bile še VHS kasete, ja, kot jih je vsak imel doma za snemanje pač počitnic, pa ne vem, rojstnodnevnih zabav. Ja. Jaz sem se pač odločil, da bom raje posneti nekaj bolj strukturiranega, vsaj v moji glavi je delovalo zelo strukturirano in smo te neke prve štose in ne vem, karkoli že. To je bilo tako, da je bilo, vsak kader je bil, da je kamera se začela snemati in kamera neha snemati. Potem v neki točki sem nadgradil in kupil nek umestnik za računalnik, da sem lahko iz kamere posnetke dal na računalnik in potem tam zmontiral. To več smo še vse neki v osnovni šoli. Potem pa skozi čas če dalje bolj nadgrajeval in izboljševal in potem tudi večji krog ljudi se je vključilo v to ustvarjanje. Skozi leta se je kar precej ljudi sodelovali že zraven, nekateri so ostali, drugi ne, ampak vedno ostala pa ta neka ideja, da dober štos, dajmo ga posneti. Ker kakorkoli se mogoče zdi enostavno, tam je bil nekako začetna motivacija, ki je nekako ustajala skozi vsa leta. In vse, kar smo naredili, da smo to neko šalo, štos, nadgradili potem pač v obliki nekih malo daljših videov, ne samo v obliki par sekundnih skečev. In to je bilo, to ustaje nekako tudi mogoče glavni čar tega našega dela, no? Da se zelo tako obrnemo v trenutku, ker nam je nekaj fajn, nekaj cool, nekaj posnamemo in gremo že na naslednjo stvar. Dobra ideja, dajmo jo ponuditi, kar bo, poskusimo, potem pa akcija naprej. Če bo ploščat, bo lopata, če bo špičast, bo vile, oziroma če bo zabaven, bo komedija, če ne bo, bomo rekli, da je eksperimentalna drama. Dobro, ste se že znašali. V redu, dej povej, kaj bo naslednji projekt društva Loke v filmskem smislu? Zdaj boste imeli neke dogodke o 15-letnici, knjigo ste izdali, kaj pa kak film, kak video? Zdaj smo zaključili s snemanjem enega filma na temo umetne inteligence,
kjer smo se ponovno povezali z našimi prijatelji iz Mladinskega gledališča v Kulturnem društvu Svoboda Trbovlje. Tako da pripravljamo en igrani film na temo umetne inteligence in tega, kako umetna inteligenca poskuša delati filme. Kaj več, kot to ne bom povedal, naj bi bila pa komedija. Oziroma smo se potrudili, da je komedija. Tako da upam, da bo dosti zabavna. Bo kje zasavskega pridiha? Mislim, ne bo drugega kot zasavskega pridiha, ker je not že spet neka zelo sijajna igralska zasedba, ki jo sestavljajo Rok Kreže, vsem zelo znani gledališčnik in radijec, tudi Mirza Ribič, ki je že večkrat sodeloval z nami, Kaja Čop, ki tudi vsi poznajo z gledaliških odrov, in tudi Vič Teh, ki je že naš dolgoletni član in tudi drugače aktiven na zasavski in trbovski kulturni sceni. Tako da že s to zasedbo samo po sebi že ne moreš reči, da ni zasavskega, več kot dovolj v filmu. Bomo pa tako rekel, da vsak naš film je na nek način že na 90% zasavski, samo to, kar ga mi delamo, ker mislim, da bolj zasavskega društva od našega že težko najdeš. To je prepoznala tudi občina Zagorje, dobili ste tudi nagrado, občinsko priznanje za društvo. Zdaj pa, da se vrneva k tem vojnim filmom. Jaz sem si tudi ta oba seveda pogledala in sem glede na Krvave revirje pričakovala bolj malo tako sceno, pa sem bila pa tako, wow, tole naredi eno društvo, mislim, kapo dol. Kako se je bilo sploh loti tega? Ti si tudi magistrsko nalogo delal na temo vojnih filmov oziroma nekih izzivov pri vojnih filmih. Se pravi, je to neka tematika, ki ti je najbolj všeč ali ti je zanimiva kot ena izmed? Ne bi rekel vojna tematika, bi rekel bolj zgodovinska tematika. Okay. Absolutno, ja, je to nekaj, kar mi je blizu. Te zgodovinske scene oziroma zgodovinski filmi sami po sebi so taka interesantna stvar. V slovenskem filmskem prostoru jih ni prav veliko, ker so tehnično zelo zahtevni za narediti. Kostumi, lokacije, tudi vsebinsko verjetno je treba veliko. Ja, je kar zoprna, tudi kak politični aspekt, ampak okej. In iz tega vidika njih ni prav veliko in že to je bil nek motivator. Ker konec koncev mi kot neko društvo, zakaj bi delali isto, kar delajo oni, ki so bogato plačeni za to, da delajo, umira delati tisto, kar noben ne dela, pa na ta način mogoče malo izstopata. To je bila neka motivacija, ampak ja, tudi meni osebno je zgodovinska tematika zelo fajna, ker je to pač, zgodovina me fajna, zgodovina me zanima in če pogledaš svoje jedro, kaj je zgodovina drugega kot skupek dobrih zgodb, kar je pa idealno za nek film. Film je neka dobra zgodba tudi v resnici. In pol, ko začneš malo raziskovati tudi slovensko zgodovino, odkriješ ogromno nekih poglavij ali pa nekih utrinkov, ki so zelo filmski, zelo zanimivi. In je kar malo škoda, da jih večkrat ne vidimo na velikem platnu ali pa pred kamero. In smo si rekli, ajde, dajmo probati neko tako tematiko ali pa zgodbo najti. In potem, recimo Ostervrh, Predam se je bil bolj neka, imamo neko priložnost, nekaj narediti, dajmo nekaj sestaviti. Medtem ko Ostervrh, naš zadnji vojno-zgodovinski film, je bila pa bolj situacija, ko smo naleteli na eno dosti zanimivo zgodbo, se pravi področje oziroma zgodbo teh prvih druge svetovne vojne, tam tik ob avstrijski, jugoslovanski meji, kako so tisti prvi boji se nekako odvijali in kakšna je bila res situacija za vse udeležence. In smo rekli, to je dosti cool, da bomo mi okoli tega napisati nek film. Tudi sama izvedba, oziroma zgodba je bila taka, da je precej olajšala izvedbo, ker govori o enoti na neki kmetiji sredi Visokogorja. Ni bilo veliko tok lokacij. Tako. Kukor se mogoče hecen sliši, to bo lažje posnet kot prejšnji film, ko smo ga pa snemali v centru Radovljice, na zasneženem hribu, na vojaškem poligonu, veliko logistike. To je bila pa ena lokacija, ki smo jo sicer mogli najti. In tukaj smo bili malo še skeptični, bomo uspeli najti tako idealno lokacijo, ampak v stvari je še vseeno lažje. No, ampak glih, poleg smo imeli nekako neko približno idejo, smo rekli, sem nikoli bomo našli neke lokacije, pravzaprav, brez veze. Ampak jaz, potem na nekem projektu se družim z Matejo Kos iz Kulturnega društva Podkum, omenjam celo zadevo in on reče, sej jaz pa poznam par lokacij, pač Podkum, dokaj tak, ko bi rekel, hribovit. In res potem organizira, da smo šli gledati par lokacij in bi predstavili neko idealno, čudovito lokacijo, samotna kmetija s pogledom na zasnežene Alpe, na ravnini in povrhu še scena, ki je čisto padala v vašo vsebino. Povrhu še dosti stran, do vsega nismo nobenega motili in je bilo čudovito. In sem rekel, lokacijo imamo,
To je to, zdaj pa res moramo iti v ta projekt. Ne? In potem je zelo hitro cela zadeva stekla, smo zelo hitro nekako, kot smo vajeni, celotno snemalno, logistično kolesje zapeljali, angažirali ljudi, angažirali gledalce, ponovno stopili v stik z vsemi uprizoritvenimi društvi, ki so že sodelovali pri Predam se, in projekt je šel naprej. In smo ga sicer ne malo težav smo imeli na začetku, ker to je še vsem bilo zahtevno snemanje, bila je predvsej oddaljena lokacija, zato mi niti nismo mogli priti čist do same lokacije. Tudi zelo ambiciozno je bilo postavljen urnik snemanja, ki nam ni čisto uspel, ne? Ker prvotno je film bil mišljen kot celovečerc, ura pa pol. Posneli smo 50 minut. To je bilo vse posledice tega, ker nam je marsikaj šlo marsikaj se zalomili, marsikaj ni šlo tako, kot smo planirali, in smo mogli potem se pač prilagajati tudi zaradi tega, ne. Je bilo pa zanimivo, med samim snemanjem filma smo pa po takih in drugačnih kanalih vstopili v stik tudi z nekimi ljudmi, ki so se bolj temeljito ukvarjali z raziskovanjem tega zgodovinskega obdobja, in smo odkrili še več zelo zanimivih zgodb. Zgodbe na zgodbo. Zgodbe so rodile zgodbe, ljudje so nam predstavili druge ljudi, ki so še več zgodb. In smo rekli, to je pa res kakšna škoda, tukaj še takih cel kup sjajnih stvari, in je padla ideja, da bomo mi še dokumentarc posnet. Na isto tematiko, pač prve ure druge svetovne vojne, in vse te neke zgodbe predstavili tako dokumentaristično, z nekimi zgodovinarji, pa kakšne igrane scene zraven. In to smo dejansko potem naredili. In smo potem, ko smo imeli že igrani film Ostri vrh, premiero v bistvu že za nami, smo v 3 dneh v avgustu posneli še dokumentarni film. Pa ste v dokumentarni film tudi igrane prizore vključili? Ja, ampak ne iz Ostrega vrha. Smo šli nove igrane filme posneti samo za dokumentarni film, kar pač je res bilo noro, ampak smo snemali spet v Radovljici, tam v njihovi graščini, pa tam so neki bunkeri, ki jih eni lokalci obnavljajo, pa neke igrane scene z Gabrijem Trseglavom, ki je sodeloval že pri Ostrem vrhu, in smo kar še nek veleprojekt slačili v nek že en tak veleprojekt, da smo potem dobili dva neka zelo simpatična filma, ki sta tudi vsebinsko se zelo lepo pokrivala, s katerim smo šli potem v kine, pa neko širšo distribucijo naokoli z njimi naredili. Kar je bilo zelo fajn v resnici. Pa imate kdaj recimo težavo, da se neki zgodovinarji ali pa tako obreknejo, da to pa ni prav? Ja. Mislim, zgodovina je zelo tako, eni včasih vidijo tako, eni tako, ne? Ja, mislim, naše izkušnje sicer so bile bolj iz tega vidika, da bo vsak rekel, ne ta uniforma pa ni prava, ne ta gumb na uniformi pa ni pravi, takih čevljev pa res niso imeli. Veliko je bilo tehnik, povratnih informacij v smislu detajlov, ali pa, ne vem, to vojaško so se čisto napačno premikali, ne vem, taktična kolona je bila popolnoma nekorektno postavljena, veliko je bilo teh komentarjev, veliko je bilo teh nekih povratnih informacij. V resnici je pa, kar se tiče same vsebine, je bilo pa zelo malo. Tukaj se mogoče vidi, ker tukaj le niso partizani Nemci, ampak je neka... Ni bila tako sporna vsebina za... Ta vsebina, obdobje, ki smo ga mi predstavljali, se pravi obdobje kraljevine Jugoslavije in te neki slovenski fantje v uniformah kraljeve vojske, ni prav zares neki hudo izpostavljeno v Sloveniji, ker je to področje, s katerim se ni posvečalo veliko pozornosti iz takih in drugačnih razlogov. Tudi zelo kratko obdobje. Tudi zelo, tisto, kar se vojne tiče, ne. In iz tega verjetno ljudje niti niso vedeli prav zares, kaj si misliti o tem, in upam, da zaradi tega so potem le gledali res film kot film in zgodbo kot zgodbo. Neobremenjeno. Neobremenjeno, niso postavili kontekst nekih svojih, ne predsodkov, ampak prej že narejenih mišljenj, ne. Kar pač se mi zdi v resnici dosti fajn, ker zgodba res je na nek način zelo neutralna, pač to so neki slovenski fantje bili postavljeni v neko situacijo, pač kjer si niso mogli kaj veliko pomagati in jih je doletela neka usoda, ki je bila vse prej kot prijetna ali pravična, ne. V resnici so bili prepuščeni nekim tokovom izven njihove kontrole in so na žalost velikokrat jih je doletela neka usoda, ki ni bila prav prijetna, ne. In to pač čist ni noben pravzaprav bil kriv od njih. Tako da, in to smo nekako poskušali tudi mi skozi ta naš film pokazati, skozi to neko zgodbo povedati in na nek način tudi morda malce več pozornosti nameniti tem obdobju in tem zgodovinskim dogodkom. Kar se nam je zdelo malce škoda, da so popolnoma pozabljeni, ne. Ker kogarkoli že mogoče šlo, kot ste rekli, za nek kratek moment, je pa vseeno šlo za neko našo zgodovino, se pa je zgodilo, ne? Ki se je zgodila, in če en drugega je saj fajn, da vemo, da je bilo. Kdo pa je Matic, ko ni povezan s filmom? Na LinkedInu imaš napisan, da je nekako all in all si nice guy, ne?
kaj počneš, a je vse čisto povezano s filmom, a ostaneš zjutraj pa že začneš razmišljati, kaj boš danes počel s filmom. Ok, vem, da je tudi malo z dizajnom, pa tako se ukvarjaš, oziroma marsikaj poprimeš, kar je povezano. V Sloveniji močno dvomim, da imamo v tem filmskem svetu zelo zapečateno, da ta dela samo to, ko smo pač majhni, a ne. Kdo pa je še Matic izven tega? Všeč mi je bilo, ko ste rekli, zjutraj vstane in smisli za film. Matic je pogosto oseba, ki niti ne gre spat, kar dela film. Tako da velikokrat je ta situacija, da je Matic nekdo, ki je tu zelo v filmu, takšnem in drugačnem, da se odreka vsemu, razen filmu. Ja, kar se tiče pa nekega čisto profesionalnega testovanja, je pa tako, kot ste rekli, no, nekdo, ki dela na tem področju multimedije, če se tako izrazim, v Sloveniji pač dela vse, mora vsaj biti seznanjen z vsem starim, in poskušam tudi jaz nekako slediti tem trendom, da čim več stvari, saj vem, zakaj se gre, da lahko potem na čim več nekih vlogah uskočim. No. Nekako ta ista mentaliteta, kot je pri Loke Studio, se postaviš v več vlogah, da speleš nek projekt, velja tudi potem v nekem profesionalnem okolju, kjer se postaviš, kjer se lahko ponudiš v čim več vlogah, da lahko potem čim več nekih projektov speleš. Vidim, da te sploh ne morem premakniti iz filmskega sveta. A Matic tudi se igra s kako žogo, a gre kaj dobrega pojest? Sem že razmišljal, bi posnel kak športni film, ja. Mislim, to bi moj največji doseg, kar se tiče žoge. Tudi kulinarika bi bila zanimiva tematika za film. Nisem še kaj razmišljal o tem, ampak dobra ideja. Nekako ne morava filma ven, a ne? Film je res kul. Film je res kul, film je res fajn. Mislim, da ko enkrat spoznaš sam pri sebi, da ti je neka stvar res dobra, da res uživaš v njej, da ti ni problem ne iti spat, ker enostavno, ko začneš to delati, ne moreš končati. Verjetno se lahko vsak poistoveti s tem občutkom, če že mogoče neki drugi tematiki. Ne, mnogi ga nimajo. Jaz mislim, da je to tako, da bodi vesel, da imaš neko tako stvar. Jaz verjamem, da vsak ga ima, samo odkrit ga more in jaz mogoče... Ali pa to, mu ne pusti na plan. Če lahko neko misel ali pa na svet dam za vsakega, poskusite se v neki novi stvari, ker ko se najdete v neki stvari, ki vam je res fajna, boste videli, da nikoli več ne boste želeli spustiti. Tako da mogoče boste tako kot jaz cele noči potem na mesto spanja delali. Ne vem sicer, če je to koristno, ampak občutek je pa dober. Matic, skozi koketiraš s kamero, ne? Se vidi, da ne moreš mimo tega, da te objektiv potekne. Ok, ja, ješ verjetno vse in tudi kdaj pa spiš, tudi kaj, upam, da, a ne. Pa a res ne počneš nič drugega, kar ni povezanega s filmom? Zdaj sem te pa ujela, a ne? Šel sem montiral video, šel sem na pohod okoli Ljubljane, evo. To sem pa naredil. Okay. Ne, v resnici, tako bom rekel, itak se mi zdi, da če delaš filme, moraš v resnici delati ogromno drugih stvari zraven v življenju, da nekako dobiš inspiracijo. Bodi si za zgodbe, bodi si podatke, pa tudi ideje, verjetno. Ideje, ja. Tako da v resnici jaz delam milijon stvari. Zgodovina je moje veliko neka zanimanje. Moderna zgodovina ali zgodovina sploh? Mislim, ja, itak, moderna je bolj zanimiva samo tega, ker lahko je nekako bolj utepljiva, ker lahko najdeš kakšne stvari, ampak tudi karkoli starejšega je super fajn mi brati, prebirati karkoli. Izredno rad sem tudi, kar mi čas dopušča, zunaj aktivn in vse s tem povezane aktivnostmi. Tako da milijon nekih zadev. Včasih sem z lesom veliko delal, včasih sem se za programiranje zanimal. Računalniške igrice, itak to, kdo jih ni igral. Milijon stvari, ki jih počnem v resnici v življenju, kadarko mi le čas dopušča. Kar je dosti zanimivo, edina stvar, ki pa v resnici ne počnem prav redno, je ne gledam filmov ali serije. Zanimivo. Zelo zanimivo, to sem se večkrat tako vprašal, zakaj ne, ker to bi mislil, da bi bila prva stvar, ki bi počel, ampak glih to v resnici, prej bom po mojem šel nekaj iz lesa skupaj zbijati, kakor pa da so sedem in gledam neko zadevo, kar je dosti zanimiv, ampak si le poskušam vsak prosti čas nafilati z nekimi novimi zadevami, pa z nekimi stvarmi, ki mi mogoče odprejo vrata neko novo področje. Ki te gradijo kot človeka, ne? Ampak ki mi vsaj predstavljajo neke nove tematike. Spet, a je to zato, da lahko potem spremimo film, ali je to samo to, kar me zanima, to pa potem vidi skozi čas. Ampak mislim, se najdem v tem. Tudi jaz, recimo, rada potujem, rada grem na sprehod in ko grem na sprehod, začnem razmišljati, tole bi pa mi tudi, kakva dobra barva, kaj pa če bi mi to v našo grafiko vnesle, pa tako recimo. A se ti to dogaja, ne vem, greš? Meni gre neizmerno na živce, ker kamorkoli vidim sam prizore za film. To je meni tako strašansko nevšečno, ker potem sam razmišljam, recimo sej dosti hecno, ko sem bil na izletu v Radovljic,
lepo mesto, čudovito mesto, ampak seveda sem potem pol leta kasneje tam film snemal, ko sem rekel, kako lep star jeder, kakva palača, ta stopnišče, to bilo in seveda smo to isto stopnišče ponudili za film. In res imam to neko In danes si prišel na virozo. podcast, ne, in ti kot gost in zdaj že razmišljaš, kako bi ti to infiltriral v eno zgodbo, ne? Ja, v bistvu zon smo že imeli v filmu, v Ja. Pozdrav z krajih revirju, tako da to recimo smo že odkljukali. Zdaj se vračam nazaj, tam sem že bil, ampak ne, tudi to je neka zanimiva izkušnja, ker prav zares nisem velikokrat vajen biti V pred malce kamero. drugačni vlogi, a ne? Ja, to mi je nova izkušnja na nek način, kar je potem v koraku s tem, kar sem rekel, da je konstantno iščem in je zanimiva izkušnja. Definitivno ne bi ponavljal vsak dan. Si raje za kamero kot pred kamero. Absolutno. To je, z razlogom sem jaz za kamero, ker mislim, da vsak človek zelo hitro ugotovi, kje se bolj udobno počuti, kje je tudi bolj sposoben biti, kje je tudi bolj koristen, mogoče v nekem širšem smislu. In da sem našel svoj prostor za kamero, ali pa mogoče potem na montažni mizi oziroma z računalnikom, ko vse to sestavljamo neko celoto. Hvala Bogu, da imamo dovolj lepih in pametnih ljudi, ki so zmožni pred kamero to upraviti bolje kot jaz. Pa če bi se nekako v društvu odločili oziroma te videli tako vizualno in vse, popolno sceno, tale vloga je zate, bi se preizkusil? Bi poskusil? Sem že večkrat bil. Si že bil v vlogi? Ja, jaz sem že... jaz sem igral že ogromno stvari v Loke Studio filmih, pač bolj kot nuja kot želja, ampak ja, od policaja do vse. Ja, točno, ja. Vse je res, pravzaprav, ja. So pač situacije, ko je nujno, da vskočiš pred kamero, ker če imaš 10 ljudi, te 11 manjka, ne boš zdaj vse odpovedal, zato ker 11 ni in ti pač vskočiš. Se pravi, dobro, ima tudi kar veliki imenik na telefonu, če je treba zadnjih poklicati, dej prosim prid pa še pripelj. Ja, nekdo me enkrat obtožil, da jaz ne zbiram prijateljev, jaz zbiram igralce. Okay. Kar ni res, jaz imam samo tako rad svoje prijatelje, da jih hočem vse vključiti v ta čudovit hobi filmanja. Super, ti verjamejo? Ne vem, bomo videli malo. Če bom še imel na dolgi rok. Pol jim tudi to ustreza. Pol jim tudi to ustreza. Ne, šalo na stran, jaz imam to veliko srečo, da sem res v življenju obkrožen s takimi sijajnimi ljudmi, da so res voljni priskočiti mi na pomoč pri teh naših neumnostih, bodi si pred kamero, bodi si v kakem drugem smislu, ko smo recimo pripravljali kmetijo gor za snemanje Ostervrha, so mi prijatelji prišli pomagati, da smo počistili vse. V taki malenkosti pa res poznaš, koliko so vredni ljudje, ki jih imaš okoli sebe, da ti pridejo pomagati in da jih potem tudi lahko nagradiš, ko imaš le priložnost ali ko se pojavi prilika. Sicer se pravim, moje nagrade, da jih dam pred kamero, jim niso ponovadi vedno všeč, ampak recimo častim... Jim ni nagrada, tako kot ti morda vidiš. Ne, ampak jim pa častim pijačo, tako recimo, da potem je suma sumarum, na koncu smo na istem. Ampak snemanje, veliko smo govorili o tem, da je naporno, da jih mora full biti, da mora en človek biti 5, 6, 7, 8 vlog igrati in tako naprej, je lahko pa tudi zabavno. To je veliko ljudi na kupu, en kup po moje, što se zgodi, tako si rekel, vreme, sej verjetno si nervozen, kaj se bo zgodilo, ali pa sploh potem, ki je zaključek, zna biti pa lušno. Jaz, ker so to prostovoljni projekti, ker ljudje pridejo čisto zaradi tega, ker želijo tam biti, se res trudimo narediti čim bolj sproščeno vzdušje, čim bolj prijetno, tudi vse neke aktivnosti posnemanih, da so v duhu tega, da se ljudje čim bolj počutijo. Ampak tudi mislim, da ljudje že pridejo na takšen projekt z neko mentaliteto, da se želijo imeti fajn, da želijo, da je prijetno. Še vseeno upam, da z nekim zdravim razmerjem tudi tega, da dosti resnosti, da speljamo projekt, ampak da že posebej zaradi tega njihovega pristopa je vzdušje veliko bolj prijetno, kot bi drugače bilo. In tudi film pa nastane z neko energijo, ki jo igralci tudi... To je nekako, naš namen, ampak naš velik up vedno. Da ko pride nek posameznik ali pa neka skupina ali pa neki naši društveni prijatelji, ki so že večkrat sodelovali na snemanje, da privlečejo pa tudi neko energijo entuzijazma, ker oni želijo biti tam. Oni so mogoče bili v prejšnji projekti, ki so super ratali in zdaj želijo ponoviti ta uspeh in da že s tem nekako je pol vsega narejenega. To
res veliko delamo na tem, veliko se trudimo, da bi pričarali ali pa vzdrževali taka vzdušja. To je najmanj, kar lahko daš, a ne? To v bistvu je skoraj nuja pri prostovoljnih projektih. Če ti na nekih projektih, kjer so vsi tam iz golega veselja, furaš neko diktatorstvo ali pa neko res rigidno, trdo delo. Slej ko prej nikogar več ne bo. Tako, ali pa že sploh ne prideš do konca ta istega dne. Ne. Tukaj pač treba vzeti to zakupne. Da to je, vsi smo tam zato, ker želimo biti, ne zato, ker Pa da nekaj dobrega naredimo, ne? Ja, ampak tam smo zato, ker želimo biti, ker želimo nekaj dobrega narediti. To je nekako se rima, ne? Ja. Ne, ker te ljubiteljska kultura, mislim, da je, a si filmar, a si pevc, a si, ne vem, plesalc, se posal spuščaš čovni kot športnik posod so te društva, ki bazirajo ki bazirajo na neki prostovoljni udeležbi, tudi temeljijo oziroma ne morejo živeti brez tega, da jaz in ti in on in vsi smo tam, ker želimo biti in moramo tudi nekako vzdrževati ta vzdušje tega, da smo vsi, ne bom rekel dobrodošli, ampak da smo vsi tam zato, ker se fajn počutimo. A imaš pa tudi kakšne take, ki rečejo, Tic, pa dajme v film, no? Ja, mislim, tukaj to mogoče dojemam celo kot največji uspeh našega društva, da smo skozi leta prišli na točko, ko ljudje rečejo, cool, jaz bi pa tudi. Da ni več tistega, da se vzameš cajt pa prideš, ampak ni panike, bomo nekaj našli zate. To na nek način je tudi neka, ne bom rekel nagrada, ampak nek izkaz, da smo uspeli skozi leta, skozi nek del, pa skozi tudi nek odnos do ljudi, priti na nivo, ki nismo več breme, ampak mogoče celo res nagrada, če počasi. Tudi nek ugled, ne? Samo društvo, tudi filmi, se vidi, da so tako posneti, da ti ni nerodno biti v njem, ne? Z vsakim letom vse bolj. Super. To je tudi ta tehničen preskok, ki se je zgodil. Se mogoče zdi kot, če si vsebinski človek, se ti ta tehničen preskok mogoče zdi kot neka postranska stvar, pa vse kamera že posnela, ampak ni v resnici. Moraš temu posvečati zelo veliko pozornosti, kar pa je v resnici težje, ne? Ker če si ljubitelj, ki nima dostopa glih do denarja, potem nima tudi dostopa glih do neke hude opreme, pa konec koncev tudi znanje ne boš dobil sam z opremo, ne? To je vse tudi neka stvar, ki se gradi skozi leta. Tudi tukaj se mi zdi, da smo že kar veliko napredovali, sploh če gledamo, kje smo začeli. Mislim, zagotovo, jaz sem poleg teh treh še tudi nekaj kratkih variant vaših spremljala in sem bila vsakič tako, recimo, mi delamo zelo malo na tem nivoju video, tako, mislim, na zelo drugačnem nivoju, pa vem, da tudi tisto ni preprosto. In zato si take filme vedno pogledam v smislu, kak prehod, koliko dobra ideja, kako so se to vmes spomnili, pa le kako je razmišljal, ne vem, tiskaj delu kadre, da pač imajo tudi kadri neko sosledje, ne, ti, ko gledaš vsebino, ne razmišljaš o tem, ne, ali te z glasbo nekdo pelje, ali te z vidom in tako, in je bilo toliko enih stvari, ki sem bila, ne. To je najbolj nehvaležna stvar filma, videa, vizualnega medija, kakršnega koli, da ti šele, če bo vse v redu, tega sploh ne boš opazil. In ti lahko narediš, cel film vse narediš perfektno in gledalec danes to vzame kot tako samoumevno. To itak mora biti, ne? To mora biti, boš pa takoj opazil napako, failer, neko nelogičnost, to pa takoj in... V vojnem filmu pa gre Airbus na vrhu, ne? Pa niti to je mogoče še tako, niti ne rabi nekaj tazga biti. Gledalca danes že zmoti, če je neko sosledje kadra napačno. Če boš ti gledal tako, potem si gledal pa kar nekaj tako, ker je pač, ne vem, kader ni bil redo postavljen. Ali pa malo frizura drugačna v naslednjem kadru. Osvetlitev drugačna, Bog ne da je zvok slabe kakovosti. To namen sploh gleda, ne. Zapeta jakna, recimo, ko se zgodi iz leve pa iz desne, ki se ne bi smel, ne. To so vse stvari, ki se takoj zgodijo in jih v resnici zelo težko potem rešuješ, razen da ga še enkrat snemati, kar je v resnici najslabša oziroma najtežja opcija. In si potem zelo hitro v situaciji, ko kakovost tvojih izdelkov pade, zaradi tega, ker pač so bile neke malenkosti, ki so bile manj kot popolne, ne. In potem se niti ne moreš popravljati teh zadev, ne. Ampak že spet, to nekaj, kar... Ampak to tudi profi filmski ustvarjalci, dobro, Hollywood ne jemljamo to kot tako hudo kvaliteto, ampak ki imajo res kadrov, pa se te stvari zgodijo. Ker milijon ljudi tam, ne. Sem tukaj pa zanimiv, ne. Gledalec bo primerjal nek naš film, pa recimo naš najnovejši film, kar rečemo največ, kar smo uspeli doslej ustvariti,
pa boš vsega dojemal kot nek profi film. On ne bo razumel, da to je bilo ustvarjeno v predobro je narejen, zato ga gledamo ne, kot profi film. To je ta hec, ne, ker koliko je komentarjev v smislu, a to je pa sklad, filmski center financira neke te komentarje, ne, pa sem tako, ne, niti blizu tega, ampak gledalec danes vse dojema skozi prizmo nekega, oziroma ne skozi prizmo, skozi pogled, da je vse to iz istega žakla pršel in da se vse nekako isto tretira. Zdaj je to kompliment za nas, mogoče, ampak hkrati tudi breme, ker potem če te postavijo, se ne da nas prevelikati, ampak če postavljajo v bok nekomu, ki ima milijonski proračun, pa res ne moš nič narediti. Ne. Tudi blizu ne moš priti. Ampak gledalec kot tak, ja, je pa toliko navajen te neke kakovosti, da ne bo tolerantno kakršnikoli odstopanj. Z zelo redkimi izjemami. Ok, zdaj ti pa pustim, da naše gledalce, bralce, poslušalce povabiš k temu, da bodo sledili vašim projektom, da bodo navdušeno čakali naslednji projekt, mogoče v roke vzeli vašo knjigo, prišli na dogodek, tako da the camera is yours. Ej, pridite, fajn bo. Okay. Ne, to je bilo pa zdaj tako nagajivo, a ne? Jaz bom neizmerno vesel, če se bo do vaši gledalci in poslušalci v velikem številu odzvali našem vabilu, se nam pridružili 16. maja v Kulturnem domu Kisovec ob 18. uri zvečer. Kako bo? A bo zabavno, a bo zanimivo? Dej, tako kaj povej. Ja, bo bogat kulturni program. A bomo zvedeli kaj, ker še ne vemo? Videli boste nove filme. Naš novi igrani film, ki ga predstavlja, ki smo ga posneli, boste videli. Zvedeli boste mogoče preveč, ali pa premalo, ali pa nič. Boste vedeli, če boste prišli. Ne, zagotovo bo zelo zabavno. Mi smo vedno bili mnenja, da moramo zabavati naše gledalce in sledilce in tudi ta dogodek ne bo čisto nič drugačen, tako da garantiramo, da ne bo duhomorno, da ne bo komorno, ampak bo predvsem svečano in zabavno. Če pa želite malce bolj resne predstavite, vas pa tudi vabimo to sredo 13. maja ob 6. uri zvečer v knjižnico Trbovlje, ker bomo pa predstavljali našo knjigo 15 let filmsko-ustvarjalnega društva Nisi jo prenesel Loke pokazati? Studio. Nisem ga prenesel pokazati, ker pač, ne vem, imam filme, lahko ne pokažem. Ampak bo pa naj pridejo, a ne, poslušati tako, pa bo. pridite in tisto bo, ko bi rekel, malce bolj resen pristop do našega ustvarjanja, malce bolj resna predstavitev in tudi računam, da bomo uspeli doseči, če ne glih enakega kroga ljudi, pa vsaj približno enak raznolikega kroga ljudi. Verjetno imate že kar neke fane, a ne, ki vam sledijo. Upamo. Tako bom rekel, največ veselja nam je itak, ko ljudje pridejo na naše dogodke, ko ljudje pridejo pogledati naše filme, ker pač mi ne dobimo denar za to, mi snemamo to iz golega veselja, tako da edino naše plačilo, ampak zato, da vsaj nekdo pogleda, edino ne? naše plačilo, za katerega smo v resnici tudi najbolj veseli, je, če je polna dvorana, če je veliko gledov, pa če ljudje se še vračajo, kako je posnamemo. To nam je največ, kar si lahko želimo od naših projektov in tudi največ, kar pričakujemo, ko zaključimo nek projekt. Tako da vsekakor srčno upam, da bojo prišli in hkrati tudi vi, Neža, prav lepo vabljeni na naše dogodke. Hvala lepa, super, zagotovo bo fino, vas spremljamo še naprej, pa ne samo do sobote, pa tudi pol še naprej, tako da jaz se že bolj veselim, kaj bo še naprej, ker vedno si malo skrivnosten, tako da čakamo, kaj bo novega. Jaz vedno za vsak projekt rečem, za vsak filmski projekt rečem, to je pa moj ta zadnji. Mislim, da prvič sem to rekel leta 2011. Tako da tudi mene zanima, kaj nas še čaka. Mogoče zdaj nekaj govoriti, da bo ta zadnji, pa je to. Najlepša hvala, ker si prišel v studio. Hvala za povabilo. Pa se vidimo spet kmalu, ne? Čim prej.